Danes po celi Sloveniji poteka 5. dan žil, ki ga organizira Slovensko društvo za žilne bolezni. Cilj je pa ozaveščati ljudi o periferni arterijski bolezni, jih seznaniti z dejavniki tveganja in tudi kako preprečiti napredovanje in zaplete te bolezni. Zakaj so naše žile tako pomembne? Ja, arterije po krvi oziroma po telesu prenašajo kisik in druga pomembna hranila. Brez prekrvavitve ni delovanje tkiv. Kaj lahko sami storimo, da nam dobro delujejo? Ja, znani so številni dejavniki tveganja za omenjeno bolezen. Na prvem mestu bi morda izpostavila kajenje. V tem duhu poteka letošnja akcija. Poleg kajenja so dejavniki tveganja neurejen krvni tlak, neurejena sladkorna bolezen, prekomerna telesna teža, telesna nedejavnost, tudi stres. S tem v okviru tega je že samo logično dejstvo, kaj lahko naredimo sami. Predvsem je pomembna tukaj opustitev kajenja, redna telesna aktivnost, predvsem vsakodnevna hoja, če govorimo o prizadetosti arterij, ureditev krvnega tlaka, izguba telesne teže, zdrava varovalna prehrana. To je pa v bistvu že dobršen del rešitve problema. Sama bolezen se sicer ponavadi kaže z bolečinami v mečih, ki se pojavijo po prehojeni določeni razdalji in minejo po počitku. Z napredovanjem bolezni se ta razdalja krajša, v skrajni fazi bolezni se pojavi tudi v mirovanju. In do kakšnih zapletov lahko pride? Najtežji zaplet je seveda kritična motnja arterijske prekrvavitve, ki včasih vodi tudi v amputacijo.